pač pa bomo pa kar začeli, ne vem, z Moanisom, ne. Kaj boš prebral pozneje? Zdaj pa, tukaj sem si malo napisal. Mogoče začneva kar pri tem, to je ta uredniška oznaka, bila ta prozno-esejistična knjiga, zdaj jaz ne vem točno, kako bi sploh ti to opredelil kot čisti esej, ali je bilo. Meni se je zdelo, da vse tudi te elementi, nekako tako, nekako sem prepoznal te elemente, kako bi rekel, angleškega non-fictiona v teh tvojih zapisih, a ne. Pa mogoče malo povej, kako si začel to pisati, koliko časa, oziroma kako je pol to, kako ti vidiš to oznako, no, prozno-esejistično, kaj ti misliš, da je to? Ja, po mojem je oznaka kar ustrezna. Če mislimo s prozo nekaj, kar ima umetniško tendenco ali pa nekaj umetniškega značilnosti, sigurno, po mojem, so elementi tega. Hec je v tem, da sem jaz vedno, ko se je pojavila pri meni ambicija, da bi pisal, sem vedno mislil, da bom prozaist in da bom pisal romane. Ampak pol na eni točki nedavno, recimo, sem se sprijaznil, da ne znam pisati romanov. Ampak vseeno, proza je nekaj, tako kot je v poeziji mogoče artikulirati nekaj, kar ni mogoče artikulirati v prozi, je tudi v prozi mogoče artikulirati nekaj, česar ni mogoče artikulirati v poeziji. In mislim, da je to, česar ni bilo mogoče tam artikulirati, se nahaja v teh esejih. Mislim, da sta obe knjigi, ki sta pač nedavno išle, na nek način komplementarni, čeprav o tem nisem zavestno razmišljal, da bi bili. Sta pač nekako organsko prišli skupaj. Vsekakor pa sem pač delal tudi na jeziku in na izrazu in vsekakor sem imel tudi v pisanju te proze neke umetniške ambicije. Vsekakor pa je to non-fiction, kot si rekel. Ta žanr non-fictiona mi postaja vedno bolj všeč in pravzaprav sem v zadnjem obdobju sploh nehal brati romane in sem se zelo preusmeril v ta tip pisanja, tudi kot bralec. No. Ja, recimo, da je to. No, prej smo te v bistvu poznali kot pesnika bolj, ne. Tudi en roman si napisal, ampak praviš, da si pač mogoče s tem romanom spoznal, da nisi za romane. Jaz sem mislil, da pač ti prozni elementi se mi zdijo, vse to je tudi pri eseju, lahko te pač, kako bi rekel, da si ti kot ti si junak, ne, tudi te knjige, ne, na nek način. Lahko bi napisal tudi roman, kako bi rekel, avtobiografski roman, ne, tudi bi lahko, ne. In dejansko gre nekako za to tudi v tej knjigi, s tem, da se mi zdi, da tudi polka sva mal, ni bilo veliko uredniškega dela, samo vsem sva izmenjala, ene dvakrat sva šla sem pa tja, ne. In nekako se mi zdi, da si tudi, da je že ta tendenca k zgoščevanju nekako bila, ne, nekim tem krajšim sentencam, ki se pol na konc, v bistvu te zapiski, ki smo jim rekli, blogovski z bloga, ki si ga pol začel pisati, ne, so nekako seželi to, mislim, to nekako, to sežame, no, to je nekako tako in se mi zdi, da je lepa, nekako konča se s tem knjiga, ne. Elementi tega so pa že prej. Se pravi, kako si to začel pisati, zakaj si sploh to začel pisati, kako je to bilo? Ja, na ta vprašanja, kako, zakaj, iz česa je težko odgovoriti, pač vedno, kadar začnem nekaj pisati, je nek načrt, ki se pa potem izjalovi in pride nekaj čez drugega ven in tle verjetno bolj neko nezavedno deluje kot pač nek opredeljen načrt ali karkoli. Mi je pa zanimivo rekel, da to, kar si rekel, da sem jaz junak oziroma protagonist te knjige. Ja, to se mi zdi relevantno poudariti, da čeprav gre za non-fiction, ne morem reči, da je ta knjiga da je to nek empirični jaz, da sem noter. Je do neke mere, ampak verjamem, da vsakdo, ki tudi piše dnevnike za objavo ali pa avtobiografijo, da
samega sebe na nek način oblikuje na način, da naredi sebe literarni lik. Ne. In enako je pri teh esejih, ki so po mojem, ki se jih da brati na nek način kot v njih se da najti neko naracijo, ki ni eksplicirana, ampak je implicirana. In to je naracija neke osebe, ki je nekega lika, ki je v nekem stanju, kot se reče v anglosaškem svetu, coming out of age, ki na nek način prehaja iz nedoletnosti v doletnost in razmišlja o svojem položaju v tem svetu. Upam pa, seveda, ne, kot tudi pri drugih protagonistih, da ta razmislek ni vezan pač name subjektivno, čeprav je pisan samo name subjektivno, čeprav je pisan v prvi osebi, ampak da je ta lik tudi nekdo, ki izraža nekaj, kar je tudi družbeno relevantno ali pa relevantno za kakšno drugo populacijo in tako naprej. No, to vsekakor. Tukaj sem mislil sem to malo, ja. Koliko je to, mislim, koliko je bil ta dnevniški vzgib, seveda ne zdaj tacega dnevnika zasebnega, ampak javni dnevnik na nek način, ne. Tudi zdaj, ko si blog začel pa to pisati, ker ti te tekste si pisal za pač neke zaključene tekste, te v mestih, ne si pisal kot neke, ne vem, reportaže ali karkoli, ne vem, kako bi to rekel. Pol nekako na koncu ta tvoj zdaj blog, ki ga imaš, je pa ima pa nek ta dnevniški moment na nek način, ne? Ali kako? Ja, seveda. Tle pri tem blogu lahko rečem, da je bil en zelo po svoje deloma banalen razlog. Vedel sem, da moram imeti rokopis do določenega roka in vedel sem, da moram še par stvari napisati, ki jih imam v glavi. In zato sem odprl blog, da mi da motivacijo, da dejansko to napišem. Zdaj si nehal s tem. Ja, pa sem zaprl blog. To je bila pač moja motivacija, da natipkam dovoljšne število znakov, da bi imel knjigo. Kar ne pomeni, da misli, ki so pač zapisane, niso avtentične. Te misli so se mi ves čas odvijale po mislih, ampak nisem mogoče imel načina, kako bi jih artikuliral. To, da sem se mogoče spustil v neko day-to-day doživljanje in opisovanje, mi je dalo šanso, da sem pač ujel neke utrinke, ki so pač te misli uspeli zajeti. In dejansko ostajam nekako pri tej formi. Tudi zdaj pišem naprej neke vrste aforistične, mikroeseistične, literarno-prozne utrinke, ki jih nabiram iz vsakdanjega življenja. Lahko bi rekel, da je to pač neka ulična filozofija vsakdanjega življenja. In ta forma je me blazno nekako pritegnila. Tako da ja, skozi ta blog sem pravzaprav odkril, kaj me tudi zanima pisati. In to je v bistvu ta naslov pol biti v svetu, ne, ki si ga izbral. Nekako gre za to tle. Ja, gre za to tudi, da biti v svetu je Heideggerjev koncept, ne, z BIT. Da sem tudi malo ironiziral vso resnost te filozofije in intelektualizma, ki se tudi malo nahajata v knjigi. Po drugi strani pa tudi neke vrste poklon tej Heideggerjevi filozofiji, ki se prestavlja iz nekih scholastičnih abstrakcij v neko utelešenost in neposredno izkušnjo bivanja. Poleg tega je seveda tle tudi izraz, hip-hop izraz, ki mi je po svoje zelo blizu, in jazz, ki mi je zelo blizu in tako naprej. In tudi biti kot okrajšano, biti kot okrajšano od biti, tako da v tem naslovu se nahaja marsikaj. Vse mogoče, pa tle, ki si glih zdaj omenil, pa še povej kaj o tej tvoji, kako bi rekel, tle sem si tako napisal, športno-religiozen moment, ne, ali pa telesno-duhovni moment, ne. Se pravi, to je tudi en važnih, se mi zdi, nekak segmentov, ki se skozi čez knjigo vleče in tudi nekako zaključeš tako. Kako si pa do tega prišel, oziroma kako je to bilo, ta telesna vadba te je pripeljala do... Ja, telesna vadba mi je pravzaprav dejansko, kot ugotavljam zadnje čase, je bila pač neka nujnost zame, v smislu, da dam ven
določen stres, ki se nabira skozi življenje, skozi travmatične in manj travmatične dogodke in da pravzaprav se nekako tudi utelesim ali pa vzamem svoje telo v roke, ki je mogoče kdaj tudi odtujeno. Kar se tiče religioznosti, zelo sem hotel poudariti to neko duhovnost, ki ni dualistična, kartezijanska, ne, ker tako staro krščanstvo kot ostale religije so tudi izrazito telesne. Ne poznajo izvorno delitve na dušo in telo. To je pač poznejša novoveška izpeljava. Tudi zaradi te mogoče delitve na dušo in telo je prišlo do tega, da se je v nekaterih segmentih duhovnost oddaljila od politike, vsaj v nekem pozitivnem smislu. V negativnem smislu je zelo prisotna. Da se je oddaljila od aktivizma, na vse zadnje od boja za neko dostojno življenje na čist materialni ravni v smislu nekega osnovnega življenjskega udobja, prehrane in tako naprej. Tako da rekel bi, da sta ta dva aspekta, mislim, da so to neke te povezave med telesom in duhom, če tako rečem. Tako, zdaj ne vem, boš kaj zdaj le prebral ali še kaj vprašam prej? Imaš kakšen odlog, ko boš da ponazoriš? Odloči se sam, šef. Ja, lej, dej pol mi še malo povej o tem, pač nekako ta jedro te esejistike, ki smo to zbirali skupaj, ne, je bilo mesto, ne, se pravi ti si pač, ne vem, je zdaj točno, ti si iz Celja, pa si pol prišel v Ljubljano, pač zdaj pa hodiš v razna mesta oziroma imaš poseben odnos do Sarajeva, ker pač... Tudi, ja. Kako to zdaj povej mi, kva mi moč povedati? Kako ti sploh, mislim, to je izkušnja mesta, kako ti pristopaš do mesta, ker zdaj pač Celje poznaš, kot tam si živel, v Ljubljano si prišel, v London si šel sam za en teden, kako je ta izkušnja mesta, ta prva? Kako si pristopil do tega? Kot prvo, meni je pokojni foter vedno dajal atlase, ko sem bil star 5 let recimo in naprej. In sem ves čas gledal te atlase in se zanimal o mestih in tako naprej. Fascinacija s prostorom je zame tudi tako ena zelo primarna fascinacija. To je en aspekt. Drugi aspekt je, da sem se v otroštvu neprestano selil. Najprej sem živel v Črnomlju, kjer je oče delal kot inženir v rudniku, se tam zaposlil leta 1988, pol je bilo kmalu konec države in tako naprej. Potem sem se preselil v Sevnico in Sevnica je bila zame zanimiva izkušnja, ker to je tudi kraj Melanie Trump, kar na nek način, pa ne da bi hotel kaj imeti proti tem mestu, pove o tem mestu, vsaj o delu. Ta izkušnja nekega malega provincialnega mesta, ki je značilno za mogoče Slovenijo in tudi Balkan, ki mu je Konstantinovič, filozof, rekel Palanka, je zelo zanimiva, ker je specifična izkušnja živeti v takem mestu. Potem sem se preselil v Celje, ki je bilo zame pač ena popolnoma druga izkušnja. Naenkrat sem prišel iz okolja, ker sem bil popolna izjema v smislu neke etnične pripadnosti v razred, kjer smo bili pol, basically. In od takrat je pravzaprav mesto zame vedno, mesto kot tako je vedno neko stičišče identitet, fluidnost identitet, srečevanja stvari, ki so na videz nespojmljive. Čeprav je Celje mesto, ki ima 40.000 prebivalcev, je basically vas v svetovnem merilu, ampak urbanost kot taka nosi s sabo zelo zanimive stvari, ne? In v tem smislu me zanimajo tudi druga mesta. London kot velemesto, kot prototip nekega velemesta, ki je pravzaprav na nek način ločeno od preostanka države, ki je neka vrsta distopije in utopije obenem. Utopije v smislu, da v njem živijo ljudje in sobivajo z izjemno različnimi prepričanji in ozadji, in distopije v smislu, da je pač
kapitalistična, ultra izkoriščevalska, whatever, finančna prestolnica, ena od njih sveta. Ne. Sarajevo je tudi tle zanimivo mesto, ker je moji starši prihajajo iz pokrajine Sandža, ki se nahaja v Srbiji, ki je bilo od Bosne odcepljeno v času razpada Otomanskega imperija. Malo sem zamešal te podatke, ampak to je bilo nekje na prehodu, ko so razpadali ti imperiji veliki, od Avstro-Ogrske do Otomanske, in se je priključilo Srbiji. In ljudje v Sandžaku imajo zelo poseben odnos do Sarajeva, podobno kot imajo mogoče nimajo, zamejskim Slovencem, pa Ljubljančani nimajo tako zanimivih stikov. Ampak razumemo, kaj hočemo reči. Gre za matico in provinco, ki je stala znotraj menjave druge države, tako da jaz sem to Sarajevo začel raziskovati predvsem iz tega aspekta. Esej, ki je v tej knjigi, je na nek način malo romantizirajoč in ne bežim od tega, da je malo romantizirajoč. To je tudi pač slovenski publiki všeč, slovenska publika na vse. Slovenci radi romantizirajo Sarajevo, radi grejo na čevape v Željota in smučati. Tudi v Sarajevu so imeli vsaj včasih radi zelo Slovence, pol je NLB malo zajebo stvari. Poznamo uno Jure kaj že? Volim Jureta više od Bureka in tako naprej. Tako da z te relacije je to pač zelo zanimivo mesto za raziskovati, no. Nekatere iluzije o njem sem izgubil, to mogoče v kakšnem drugem eseju, ampak ja. Skratka, mesto kot tako je, topos, mi je fascinanten, no. Zdaj si že vse skoraj odgovoril, kaj naj te še vprašam? Mogoče glih to, ja, tako se je tudi meni malo zdel, ker sem ti enkrat rekel, da se mi zdi, da imaš Sarajevo zelo, ne vem, čist drugačen opis kot na primer Ljubljane, ne, ker v Ljubljani si študiral, ali ne vem kaj, in tle se selil takrat, ko si bil v tem času. Mislim, se čuti neki ta razlika, malo te nostalgije, ker knjiga ni zdaj neki blazno z nostalgijo povezana, se mi ne zdi, da bi bili te eseji kaj nostalgični zelo. Edino mogoče pri Sarajevo malo. Pa ne vem. Ja, to je skoraj neka avtoorientalistična malo nostalgija, ne. To je, medtem ko mogoče bi kdo lahko bral, zapisal Ljubljani kot rahlo negativno nastrojen, ampak sem se trudil, da ne bi bil. Ljubljano definitivno bolj poznam od znotraj. In sem izpostavil, obenem je Ljubljana zanimivo mesto, zato ker je na svoj način podobno kot Sarajevo, kot sem poznaj ugotovil, ker je mesto videza. Ljubljana velja se rada ima za najlepše mesto na svetu, za neko zelo kulturno srednjeevropsko mesto, za zelo šik in hipstersko mesto in tako naprej. Moj načrt je bil v tem eseju predstaviti neke druge vidike, ki so mogoče bolj underground, bolj bizarni, pa tudi bolj mračni v nekem smislu, ne. Tako da ta razlika po mojem izhaja predvsem iz tega, da sem v času, ko sem pisal te eseje, Ljubljano dejansko bolj poznal. Predvsem sem poznal njene bolj bizarne vidike, ki so povezani z sivimi gospodarskimi conami, samskimi domovi, drogami, čudnimi bari na Trubarjevi, ki so zdaj zaprti in tako naprej. Dober. Ja, nič, zdaj pol pa kaj preberne. Kakšen odlomk nam prebereš? Bom kaj prebral, ajde, gremo zdaj, no pa gremo zdaj, kot reče ta Buraza. Ok, ta je iz eseja v Ljubljani. Mesto je ravno dovolj veliko, da njegova izpraznjenost zbuja občutek vznemirjenja. Velikost omogoča preživetje skrivnosti. Ravno dovolj majhno je, da je pogosto izpraznjeno. In ko je izpraznjeno, pridejo na plan čudaki. Tudi to je vznemirljivo. Ljubljana spi. Kdor spi, sanja brez sanj. Kdor bedi, neprestano sanja. Od črnuč, ki se zarjavelo industrijo raztezajo,
se zdi tik pod Alpami do rudnika, skozi katerega greš v ledenih zimskih nočeh po Jurčkovi cesti in s pol koruze veje von po gnoju. Od brezdanjih hal BTC-ja do meglo zavitih hal Supernove, ki mejijo na zapuščene karoserije, tovornjakov in blatne poti v barje. Je v Šiški še kaj odprtega? Ne, prav to. Selijo se v stanovanja, nocoj bo vsakdo izpovedal svojo največjo skrivnost. V krvi se mešajo razni dimi, tekočine, praški. Vsakdo se razgali pred drugimi. Vsakdo je zato na robu samouničenja, toda bolečina je postano sladka, spremešana z gostim in oprijemljivim cigaretnim dimom in znojem. Le tu in tam vse oteče v školjko in takrat nastopi groza. Kdo so ti ljudje in zakaj poznamo njihove mračne skrivnosti? Tedaj se hlasno poseže po dimih, tekočinah, praških. Cikel lahko traja tudi več dni. Ko se bodo naslednji dan srečevali na ljubljanskih ulicah, se ne bodo pozdravili, nekateri obrazi pa bodo pozabljeni. S prijateljem živim v nekdanjem hotelu, sedanjem samskem domu na Rudniku. Tam prebivajo večinoma delavci iz Bosne in Ukrajine, stavba je pa znana po tem, da se v njej dogaja prostitucija. Ko to nekoč razmeroma nazorno piše taksist, ki me odpelje tja. Z ene strani ceste na tem divjem zahodu se razraščajo eno- ali dvonadstropne družinske hiše ter brez vsakega reda posejane nove več nasprotnice, v katerih, sodeč po ograjah, ki jih obkrožajo in avtomobilih, ki jih za njimi mogoče videti, živijo premožni ljudje. V nekaterih od teh hiš so mala družinska podjetja, kozmetični in frizerski saloni, gostilne. Na vzporedni dolenki ima nekdo podjetje, ki se ukvarja s posebnimi učinki, se imenuje Delo Osvobaja. V bližini pa je halal mesnica Halalko. Skoraj vsa podjetja imajo imena v pomenševalnici, tako slovensko. Seveda tudi halal mesnica. Najboljši primer integracije. Na desni strani se raztezajo koruzna in druga polja. Kaka 2 kilometra dolga ravna cesta se konča v nakupovalnem središču, po katerem včasih po noči pohajam. Nekaj strašno hladnega in zelo kičasto vznemirljivega je stopati med temi halami. Toda kaj, kar je vznemirljivo, ni kič. Včasih zavijem nekam desno v Wasteland, kjer je nekoč, preden naj s cimrom ustavi policija, ki išče kdo ve kakšne švercerje, najde v CDs pop hiti iz leta 2002. Žal že preveč uničen, da bi ga bilo mogoče predvajati. Nekega dne na vrata potrka in potem kar hitro v garsonjero vdreje lastnik objekta. Razgleda se po razmetani sobi. Na moji mizi zagleda knjigo s tujo versko vsebino in izraz na njegovem obrazu postane zvedavo zmeden. Nalagava kavče na njegov kombi. Predtem ga nisva videla, saj za objekt skrbi njegov sin. Ko naloži v reči v njegovo vozilo, naj jo povabi na pijačo. Veliko govori. Imel je 6 žena. Ko mu katera zateži, se odpelje za nekaj časa in se vrne. Če na to tiho ostane. Pol njegovega telesa je kovinskega. Govori o bosanskih delavcih, ki so jih preganjali ustaši in so imeli posttraumatski sindrom, zato je bilo treba klicati umobolnico. Govori o kokainu in prostitutkah po Ljubljani. Kasneje se zaveva, da gre za obskurnega politika, ki v TV soočenih nastopa vinjen in je nasploh znan po zelo ekscentričnih izpadih v kampanjah. Na nekem posnetku oblečen v povodnega moža stopi iz Ljubljanice in začne napadati župana. Škoda, da nima projektorja, to bi bila zdaj zarolala. Bom še enega tega krajšega. Aha, tale je dober, ja. Ja, zapis tega krajšega zapisa je fašizem in trolanje. Z Jernejem in Laro se dobim na Trnovskem splavu. Točimo pivo, ona 2 alkoholno, jaz brezalkoholno in v vlažnem ozračju govorimo, medtem ko čakamo na povodnega moža. Pa smo spet pri njem. Jernej pove zgodbo o Joletu in Zmagu Jelinčiču v kutu France Prešeren, najnem izgubljenem centru Ljubljane. Jole je preminul pred nekaj leti. Bil je navihan, izredno witty človek s koridori knjig v stanovanju, dobesedno, in invalidnost je bila del njegove nepogrešljive karizme. Nekoč je v kudu postopal Zmago Jelinčič. Zmago, boš res izgnal čefurje, ko boš premier? Zamahne ta z roko. Jaz se bojim, da me boš izgnal, pa nimam kam.
Jole, če bom jaz premijer, boš ti predsednik. Sam sem nekoč srečal Jelinčiča na knjižnem sejmu. Približeval se je vhodu iz smeri Rožne doline. Gledal sem ga odprto, brez kakšnega sovraštva. Tudi on je mene gledal enako. Gledam ga, gleda me. Reče mi živjo, reče mu živjo. Kaj pravzaprav hočem reči? Da je treba, čeprav je zelo zapleteno, ločevati med trolanjem in iskrenim fašizmom. Včasih se prelivata. Mnogi fašisti preizkušajo meje, trolajo, so triksteri. Ko vidijo, da nam zmanjka smisla za humor, to izkoristijo. Družba, v kateri ni več prostora za duha zafrkancije, se galvanizira, izgublja glavo in neha izbirati boje. Sledi vse splošen kaos in tolčenje. Včasih se je treba znati zafrkavati tudi s fašisti. Včasih je treba sesti za isto mizo z njimi in uvideti, da vsakomer od nas tli majhen fašist. Preden je prepozno. Takrat ni več časa. Takrat greš samo še za to, kdo bo hitreje potegnil. Kratko ali petelina. Še eno depresivno, karantensko mogoče. Sivina. Že nekaj dni se megla spušča na Celje in kot vidim tudi na druga mesta dežela. Mesta, ki se zdijo kot drugi svetovi, kot izgubljeni daljni bratje in sestre, ki jih ne moreš videti. Zdi se, kot da vse deluje proti nam. Utesnjenost osebnega prostora, razmejenost dneva, v katerega so posegla birokratska pravila in ga umetno razkosala. Kdor preveč razmišlja o tem, da ne sme po noči biti zunaj, ga to zlahka spravi v stisko. Zdi se mu, da je bil izvzet iz naravnega teka stvari, katerega del so kozmični cikli menjave dneva in noči. Zdaj pa se je zakrilo še odprto nebo, v katerega se oziramo na sprehodih. Od zgoraj se je spustila zavesa. Gledam, kako se na obronkih mesta tovarniški dim iz erektiranih dimnikov kot tovariš dviga k njej. Tovarne se zdijo kot opomniki, da v tem svetu dovoljena le ena svetloba. Svoboda, pardon. Svoboda, da prodajamo svoje delovno silo, da sklenemo pogodbo, v kateri se zavežemo k produkciji izdelkov, ki bo nekdo drug pobral in predal na trgu. V tem hipu se kapitalistična izkušnja bivanja nevarno približuje sužnji lastniški in izbruhi norosti, ki si je prej v tej državi nismo zamišljali, se zdijo logičen učinek. Edina svetloba tam zunaj, medtem ko možnost notranje svobode vedno vztraja. Stiska, ki jo mnogi čutijo obsotnosti siceršnje rutine, prostočasnih dejavnosti, priča samo o tem, da v njih ni bilo svobode in da je obupovanje zaradi njihove odsotnosti nesmiselno. Ajde še tega, pa bom pa res nehal. Ma ne, predolg je, bom kar nehal. Nekaj krajšega, ajde. Okay, življenje kot simbol je naslov tega. Vse sem mislil tega, tako da ga bom. Alma mi je posodila očetovo knjigo o fotografiji iz Bosne z konca 19. in začetka 20. stoletja. To obdobje, ki je v moji zavesti navadno zabrisano z nekakšno grenko temo, z nehoteno vzvišenostjo človeka, ki živi zdaj, medtem ko so oni že davno zabrisani, tem neumnim avtomatizmom smrtnika. Poglejmo, kako zlahka živijo naprej celo sodobniki umrlih in s kakšnim nezavednim občutkom premoči gledajo na nje, ki bo veliko več časa preživel smrti kot v življenju, skozi objektiv Čeha Františka Topiča zdaj v meni zaživi v polni obliki. Morda gre tudi za to, da mi je ekspresivnost bosanskih ljudi bolj domačna, bolj prepoznavna in s tem lažje vidim kontinuiteto kot pri naključno zbranih fotografijah z vsega sveta. Med številnimi fotografijami, ki me začarajo, nekoliko izstopa tista, ki je posneta na starodobnem splavu. V ozadju so ženska in trije moški v evropskih meščanskih oblačilih. Moški so drobni, ozkih ramen s telesi, ki pričajo o dolgotrajnem udobju. V kamero gledajo z nasmeškom, ki ni zloben, a izkazujejo sorodno avtomatično vzvišenost, vsaj zdi se mi. Spredaj stoji splavar v pomečkani preprosti
osmanski opravi revežev s fesom in močnimi žilnatimi rokami, kot iz fitnesa, z rokami, ki jih je moral oblikovati s proteinsko bogato tradicionalno hrano. Njihov pogled je nekoliko muzejoč, oni so na pravi strani zgodovine, oni gledajo v kamero in se spogledujejo z njo, ker vedo, zakaj gre, medtem ko bosonogi spraval s širokim stopalom, ki se zdi, da ima dober oprijem, hkrati pa je lahkotno, z velikim veslom v roki, strumno gleda naprej v daljavo. Ali je življenje lahko simbol? Če gledamo na življenje na to življenje kot na absolutno in edino, potem se nam tak pogled upira. Življenje ne more biti samo simbol, je preveliko, preveč nezajemljivo. Če pa je obstoj tega sveta relativen v primerjavi z absolutom, je vse simbol in najvišji simboli so v lepoti. V tej fotografiji v podobi splavarja in njegovih potnikov sem videl simbol nekega drugega življenja. Pri tem se ne izgubi nič od denimo življenja moža na krmilu, tudi če ne poznam njegovega imena. Njegova zgodba je zapisana od vekomaj za vekomaj, tako kot je moja. V nobenem romanu je ne bi mogel izpisati tako, kot je že izpisana in kot se izpisuje. Tako gledano je življenje, ki postane simbol najvišje možno življenje. Pozdigne se na raven znaka, na raven gora, gozdov, mori in visoke poezije, postane pričevanje višjega reda, tistega onkraj. By the way, ta knjiga ima tudi zanimivo zgodbo fotografij. Ta prijateljica Alma Selimović iz Bunkerja, sicer, ki mi jo posodila. Dolgo sem imel doma in pol sem jo za zadnji Bajram nesel mami, da bi pokazal te fotke. In sem rekel, pač mejo doma pač par dni, pol jo bom pa vrnil Almi. In je rekla, ne bom, ker se bojim, pač to je dragocena knjiga, bojim se, da bi se kaj zgodil pri meni. In jo jaz dam v torbo in mi ona spakira te bajramske baklave v isto torbo. In pol je jasno, kaj se je zgodilo. In sem naročil, seveda me je bilo tako sramota, da bi vrnil pač z baklavo premazano knjigo. In sem naročil novo iz Sarajeva. Stala je pač 46 €, za prevoz in carino sem dal pa še 48 €. Tako da. Ampak vsaj esej je nastal, mikroesej. Kaj za pol mami knjigo? Ja, jih je pogledala med kosilom. Ja, in to v bistvu je bila ta fotka tudi v igri nekaj časa, mogoče kot možnost, da bi jo dali celo na naslovnico. Ja, Mogoče škoda, da nismo dali noter, ne, v bistvu res, zraven ja. tega zapisa in tako. Ta fotograf je že dolgo mrtev, tako da nas ne bi mogel tožiti. Tako, ja. Je že izven avtorskih pravic. Je nič, hvala mu, Anis. Preberite knjigo, ne. Težko jo opišemo tlele. To morate prebrati na samem. Ali pa če vam kdo na glas bere. Zdaj pa Ana, ja. Zdaj bomo pa vzem ti knjigo, pa bomo šli naprej. V bistvu, Ana, ti boš bolj brala, ne? Ti boš prebrala malo. Ja, edin mikrofon vzem. Pozabila. Mogoče bi... Mogoče boš, da govorim, kaj tako nepovezano govorim, pa bo ljudem to bolj zabavno, ne vem. Ne, bom te vprašal samo eno stvar, namreč to boš pojasnila, ne, o čem zdaj tlele govorimo. Ko govorimo o trashu, samo to me zanima, pol pa lahko začneš brati. Fak, to je zelo široko vprašanje. Mislim, se ga lahko zelo skrajšam, govorimo o knjigi. O 6. knjigi. Poeziji. Trash ima pa naslov zato, ker jaz bi se mogla to vse napisati. V glavnem, trash ima naslov zato, ker sem se tako pač odločila, že ful dolg nazaj. In zato, ker sugerira, ker zajema v bistvu oboje, no, pač spet izhaja iz nekega ritma, neke glasbe in tako naprej, iz recimo trepa in pa hkrati tudi iz umetniške veje, trash, ne. Plus, pač, ker nisem mogla spet mimo tega, da vrtam, kaj beseda sama pomeni, sem se spomnila seveda na spregatev in zadnje čase se mi zdi, da itak svet tre samega sebe
človek tre samega sebe in svet tre samega sebe in človeka. Tako da, tako nekako, no. Je pa pač tudi na T, no, tako kot je bil recimo 5. knjiga Tehno, pa zato, ker bo 7. knjiga tudi na T. Sam še vem kaj, da bo pol trilogija, ja, da pol neham s tem. Mislim, ne vem s čim, no, ampak s tem. Tiger, ja, saj tiger, no, ampak ne vem zakaj, to moram še razmisliti. Tiger je marsikaj, ne. Od herbalnih obližev do tigrove masti, vsega tega. In raznih organizacij. In tudi pesem, recimo, ena zelo zanimiva, ki se tiger not pojavi, pa tako naprej. Ja, no, to. Še kakšno vprašanje? Ne, v bistvu ne. No, pa. Zdaj pa kar literarni večer. Zdaj pa začne. Trem, treš, tre, treva, treta, tremo, trete, trejo, trem, treš, tre, treta, tremo, trete, trejo, trem, treš, tre, treva, treta, tremo, trete, trejo, treš, trem, tre, treš. Ne bom, je to ta? Not, ne not. No, ne, nisem si zaznačila, saj to je problem, ker je una knjiga ostala doma. Se upravičujem. Zunaj not. In me je prostor objel, tiktakanje stenske ure, čas se je zavrtel, ostala sem s pesmijo, jo prekinjala s praskanjem vžigalnika, se premaknila na travnik, je cvrčala kobilica, me je žgečkala v uho, visoka trava je postajala dišeče seno. Sonet, sanje spet. Nedelja, šele iz sanj, sonce v rumenih črtah pada po drevesa in zlati robovi, deklica z mačkom na vrvici, 2 morska galeba na platani, nad nami guganje, brez zobi igramo domine, potem se stemni, dobesedno obsedimo, v ustih stiskamo zobotrebce, eden bolj si od drugega, preklinjamo, pogrešamo morje, prestari za vse to. Čista. Na drugo stran dlani metuljček, van izteka toze za spat in tako naprej. Ja, saj si izmišljujem, menda, ne skrbeti, saj vem, vse zmenjeno in tako naprej. Najbolj grozljivo potem, ko se zbudiš, je ta prostor, gromozanski prostor, poln postelj, praznih postelj, polna ena. Na njej ona čista, grozno čista, gleda metuljček, posluša muho, gleda nočno omarico, ni pa rož, ni pa vaze, voda je. V plastičnem lončku vrč, vroč čaj v pločevinasti skodelici. Čista, tresk vrata levo, tresk vrata desno, kje ste sestre, ona lačno, grozno sama, ne grozljivo sama. Ja se vem, ne o tem, to povem, sama, čista. Ne riba. Gledam vodo, voda gleda nazaj vame. Grem v vodo, voda gre po meni. Teče vame, v nos, ušesa, usta, v grlo. Ampak jaz ni riba, ti nisi riba. Jaz nikoli ne bom riba. Za vsak slučaj odprem usta, ne spuščam vek. Čez oči mi drsi, polzi kaplja, mi kaplja. Kapni kapljica, za trenutek sem riba. Točno ta riba, ona se giba, se ziba, v vodi je voda, je cela in vsa riba, riba vodica, napaka, mrk, vozel, cmok v grlu, samo pritisk se čuti, jaz je v ušesu, not je, tudum, ni pa nobene kaplje ni, razen solza je, ta kaplja, to je voda, ampak ne ta voda, ki jo gledam in gleda nazaj vame, ne ta voda, solza je vsa voda, ki jo zmorem, jaz je ven iz mene. Nizka pesem. Listi, povsod, sami listi, pa jesen, pa žir, pa želod, to je razumljivo, jasno, še nebo je jasno, še.
Nizko, nizko, navpično nadol, pravokotno na tla kot pravi kot, sta polegla po travi, težkala listje in liste trav, ne pa travnih bilk, pa pesem o sebi, o osebi je pesem o tebi, nizek, nizek, o, nad in pod prstjo. Zakaj že Spicer? Zato ne morem pisati o Orfeju, o melodiji, ne o Tezeju, Heleni, Elektri, Sizifu, ker nisem bila tam ali pa ne vem dovolj. Ne, zato ne morem pisati o Orfeju, ker nisem dovolj tam. Ne ljubim dovolj, pišem pa, zate, tebi, s tabo, ob tebi, pri tebi, na tebi, ti si muza moja, na meni je, da celim sebe, da se ne ranim preveč. Vsake toliko se odlomi malo zoba, popraska, ureže prst, od roba, odvisno od dneva, ljubim preveč. Za mitologijo, Spicer. To, kar je Orfej njej, bom jaz morskemu konjičku, ko se naslednjič videva na nekem poljubnem morskem dnu in vsak sebi spočneva. On sebi male morske konjičke, jaz sebi pesem. Letet. Je rekel, da noče umret, da bi šel v nebesa, pa ga je strah letet. Je rekla, sanjala, da leti, 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 da je bilo vse zeleno. So rekli, da so duše ene stare, da si ti stara duša, da sem, je rekla, da je previsok letela in se spekla. V bistvu se ne razumemo, da se razumemo. Je bil zvok, je bila beseda, kar je že napisal na steno in citiral prvo pesem. Tisto o zaljubljenju, da se z enimi zgrešijo, ne dotaknejo, je rekla, se oblekla, odrekla, dotaknila roke, poka vode jekla, loku zaihtela, čov, brnenje stekla. Zvoke se ne prime, noci. Več je od zvoka, več je od zvoka, v nedogled neskončno dolg, o, lahko o tem zapišno, zapišem, grem, dokler ne slišim, večja sem od zvoka, ne no, večja, od nečesa tega nekaj. Modro, nepresežno, neutipljivo, gibljivo, na vznoter me tipa, tipa žgečka, stisne grlo, zelena v hipu srce spešta, srebrna vrvica zategne, kaj to sploh igra? Beseda vseh besed, poplava, poplava, jaz zdaj stop na začetek, hop, 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 po ritmu noto zvok in šprint okrog, ej, pazi spolsko, prele sem pomila tla, o ne me zezat, ahaha, res sem trapa trapesta, piši, briši tablica, eksplodira maurica, tok, 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 noto zvok, o ja, večja sva, ti pa jaz, oba od zvoka. Treš orehe, greš, se zbašeš med trave rosne, se bašeš je nore lepo, treš sončni vzhod, treš melješ med ješ, med rože drevesa greš. Treš maline, rabiš ješ, treš lupine lešnikov, jedrca ješ, si veverica, sinica nisi, treš za sina, malina, trem mravljam se izogneva, trem, dren, glog, treš, koalam greš v vrečo, treš, onstranje vesolje, te zanima ta rima, treš, pesem je nima, treš, vsakič me streš, preden greš, preden rečem treš. Edini pesmi, ki sta mi všeč. Trenutno sem v takem stanju, se opravičujem, meni je grozen. Jaz sem mislila, da bom pri 6. knjigi že ful taka. To sploh ne mine, to se kar stopnjuje. Med, ne med. Vidiš. Med mušnico in lisičko, tik nad Antarktiko, Aljasko, natanko nad tem, koliko dni naj loči od tega, kar bo dogodek, bo bum, bo katastrofa, bo med mušnico in lisičko, tlesk, bo migotanje, bo stikanje, marmelada, bo 7 suhih krav, bo cmok, bo lupčka, daško mižim, eksplozija, bo konec galaksija, bo prah, se povrne, bo prah. Ne sadež. Kivi bi se dotaknil planeta, pa se ga ne, ker je v jajcu. Obseg trebuha je potem le malo večji od jajca. Kakšen napor razbijati lupino s kljunčkom, da poči. A naj bo najprej razpoka, beljakovine, minerali, da poči, a se ne zlomi in vse ostale hranilne vrednosti. In res malo poči, malo čaka in potem nov planet, nekaj žužkov
in toplota, ki objame kosmato telo. Eno bom za Andrejo, ker sem jo vprašala, kjer jo naj preberem. Pa je rekla 2, sam bom eno, ali pa 2, ne vem, koliko čas da berem to, no? Vdihniti. Nima veze, kaj je bilo, če je bilo vse že povedano, ker ni bilo povedano na ta način, da je vse tako kot zmeraj, da lahko plavaš, obstaneš na vodi, da lahko potoneš na elementarno zajebano dno, kot ti nekdo drug, ne ti položi nekaj težkega, nekaj takega kot skalo na telo, da ni več plovno, da potone na dno v jamo, ki jo je nekdo drug, ne ti izkopal, da jo kot nalašč čaka, da se vanjo pade ali potone, da imaš pa lasta na tone maščobe, povešene kože, male in velike gube in še bi lahko naštevala. A sleherni atom, vsako celico in poro usmerjam na površje. Pa še odločitve, no. Embrace it, koliko kako se je spremenilo, koliko kako se še bo. Embrace it, koliko kako sem se spremenila, koliko kako se še bom. A nič, ko nič ne pomaga, ni bolje in strah, da bom izgubila menstruacijo in bo okoli vratu ne ogrlica, ampak vrat nanizan v stotero, v neskončno gubo, bo koža visela z bokov, kolkov, prsi, nadlaktnice, komolcev, kolen, pod očmi, nad očmi bo povešena veka, bosta obe, lasje kot volna in najprej sivi, srebrni, bojo beli in zob za zob iz ust. Embrace it vsako jutro, to sprenevedanje, to sprejemanje, mogoče je bistvo v tem, da s časom postaneš bolj potrpežljiva, recimo v tem, da prepoznaš bistvo prav v tej potrpežljivosti, recimo, da si danes povsem sesuta ali iztera ali obupana ali tik pred tem, da poči srce in potem greš spat temu vsemu, temu bistvu, vidiš do dna in strmita drug v drugega in se nekako zavedata, ne samo upata ali pričakujeta, da bo jutri kmalu in da je to potem na novo, da bo občutek, ko odpreš oči, bolj poln, da se boš sploh lahko postavila po konci in na novo začela dan ali kaj drugega, kakšno drugo stvar ali zamisel in da bo ta moč v volji zdržala. Hvala. Hvala. Je bilo naporno. Ja, nič, hvala obema, ne. Ani, Sana. Knjige prebrati. Hvala Vodnikovi, Piji. Komu še hvala? Benmu. To je to. Hvala vam, da ste prišli. Ja. Pa ne, nobenmu. Pa nič nisem dobil, a bo kdo še kaj vprašal naša gosta, mogoče, to nisem nič rekel, pa to je tako vedno zadrega, noben nikoli nič ne vpraša, brez veze, ne vem, zakaj se sploh to zdaj sprašuje. Skratka, ja. Tako da kar zaključimo, pa bomo na individualni ravni se še kaj vprašali. Hvala, da ste prišli, ja.